nekaj o tem, kje smo v strateškem zbiru. Zagotovo najprej in najpomembnejše za nas, da krepimo, gradimo in razvijamo kakovostno in vključujoče javno šolstvo, seveda ob tem pripuščamo tudi zasebno. Bistvo je, da ohranjamo trdnost sistema in da ga dograjujemo v tistih kakovostnih elementih, ki so se izkazali za potrebne bodisi prenove, bodisi krepitve ali zgolj udejanjanja znova in znova. To nam dokazujejo tudi mednarodne primerjave. Varno in spodbudno učno okolje bo rdeča nit letošnjega leta. Začeli smo z njo že v preteklem letu, nadaljujemo, korakamo s posveti in seveda tudi z nekaterimi ukrepi. Prav tako učinkovito vodenje in upravljanje šol. To je nekaj, kar se vas najbolj dotika, vseh ravnateljic, ravnateljev, direktoric, direktorjev. Veste, da smo tukaj zagrizli skupaj, tudi z delovnimi skupinami, od področja procesov, postopkov do informatizacije. Tukaj moramo v tem letu narediti korake naprej, ob seveda upoštevanju tudi sugestij, ki so bile dane in predvsem tudi analiz, ki so bile narejene. Ter seveda tisto, kar nas strateško vse povezuje, je razvoj okolja, v katerem je vseživljenjsko učenje danost. Veste, da smo tudi sprejeli strategijo dolgožive družbe na vladi. Precejšen del te strategije je pravzaprav del strategije o vseživljenjskem učenju. In ta je nastajala skupaj z vami in seveda tudi v naši hiši, zavodu in vseh naših ostalih podpornih akterjih na način, da bo izobraževanje ne gledano zgolj samo sistemsko in skozi obstoječo klasično vertikalo, ampak skozi vsako dnevno dogajanje učenja vseh nas. Ne samo nekoč nas starostnikov, ampak seveda vseh tistih, ki že z najmlajšimi in najdrobnejšimi koraki stopajo v izobraževanje in učenje. Ter seveda umestitev v mednarodno okolje, ne le skozi številne projekte, ampak seveda tudi skozi številne primerjalne analize, ki nam dajejo ogledalo, kje smo in kaj smo izboljšali ali pa tudi ne in moramo izboljšati v prihodnje.